V Sloveniji živi okoli 1000 ljudi, ki so okuženi z virusom HIV. Okoli 5 jih letno umre za AIDS-em, ker so prepozno diagnosticirani. Ob letošnjem 1. decembru, mednarodnem dnevu boja proti AIDS-u, je društvo Dih v sodelovanju z igralcem in aktivistom Renatom Volkerjem Renejem pripravilo monodramo Pod enim pogojem. HIV ne izbira. HIV je virus, za katerega smo dovzetni vsi, tako moški kot ženske. Je pa seveda res, da je v največji nevarnosti okužbe skupina moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. V moji predstavi pa naslavljam tudi tiste moške in tudi ženske, ki živijo z moškimi, za katere mogoče celo vedo, da se dobivajo z moškimi, da jih opozorijo na varnost. Ker ti prenos je možen tudi seveda z moškega na žensko, ne, in potem z ženske na otroka. Letos je bilo ugotovljenih 32 na novo okuženih oseb z virusom HIV, vsi moški. Vendar na Nacionalnem svetu za javno zdravje opozarjajo, da jih še vsaj 200 do 300 ne ve za okužbo in so prenašalci tega še pred desetletjem smrtonosnega virusa. Ne, na srečo ne poznam nikogar s kakšno tako res hudo spolno prenosljivo boleznijo. V primeru zdi pomembno ozaveščati in govoriti o tem, ker je pač tega res veliko. Zato pa obstaja tudi že program, ki se imenuje PrEP, PrEP, preventivni program, torej moški, ki imajo odnose z moškimi, pa se bojijo, da bi mogoče kdaj po nesreči ne uporabili kondoma ali kakorkoli že prišli v stik z nekom, ki je okužen, da je torej preventiva tudi eden od faktorjev, ki zmanjšuje okužbo. Ne samo to, da so že na voljo zdravila, ki omogočajo okuženim malo da nenormalno življenje, kot bi ga sicer neokuženi človek lahko živel. Avtorja predstave je zanimalo predvsem stališče družbe do nekoga, ki si drzne povedati, da je HIV pozitiven. Ker to je na nek način za mnoge drugi coming out, še ne celo prvi. In je lahko velika verjetnost zavrnitve, ker ljudje še zmeraj, kljub vsem podatkov, ki jih imamo, da so ljudje, ki uživajo zdravila, da so, rečemo temu v angleščini, undetectable, torej varni, še zmeraj uporabljajo kondome, pa kljub temu se jih ljudje na nek način izogibajo, ker strah je vseeno velik, ne. Če imaš raka, te malo da pomilujejo, imaš sladkorno, ljudje razumejo, imaš pa HIV, je pa takoj neka bariera, ker še zmeraj ljudje ne poznajo dovolj, da je to sicer nevarna okužba, absolutno nevarna, ampak je z moderno medicino enostavno postala nevarna za okolico. Imam še zmeraj zadržek povedati, da sem tudi sam HIV pozitiven in to je moje prvo medijsko priznanje, če temu lahko tako rečemo. In sem s tem v pravu, jaz sem s tem pomirjen, sem na zdravilih, sem ne nevaren za okolico, pa kljub vsemu imam še zmeraj pomisleke, kako bodo zvedeli ljudje, ko jim povem. Moja družina ve, ožji prijatelji, ljudje, ki me vprašajo, nikoli ne zatajim, ne rečem ne. Ampak ni lahko biti prvi na fronti na nek način, ne, in o tem govoriti spontano, sproščeno, brez neke patetike, brez nekega cinizma, sarkazma ali pa nekega samozatajevanja ali pa olepševanja, pa opravičevanja vsega tega. Ne, zgodilo se je. Kako se je zgodilo, ne vem. Ampak živim s tem. Ob zgodnjem odkrivanju okužbe je HIV obvladljiv in namesto smrtne postane kronična bolezen. Zato nasvet vsem, ki sumijo, da bi lahko bili okuženi, da se takoj odpravijo na brezplačno in anonimno testiranje.
In predvsem pri vsakem spolnem odnosu uporabite zaščito. Mislim, da je zelo pomembna kakršnakoli zaščita, predvsem pa kondom. S kondomi? Ja. Rešitev za veseli december, najpreprostejša, najbolj učinkovita zaenkrat, kar jih poznamo, so kondomi. Kondom na glavo, na glavco, če želite, da vam ne bo nerodno, da vas ne bo sram, če ste moški ali ženska, nosite ga pri sebi.